Poslanka Sara Žibrat bo povedala nekaj o še eni referendumski zavezi, ki smo jo dali volivkam in volivcem. V naslednjem tednu imamo na odboru prvo obravnavo zakona o konoplji, ki bo urejala konopljo za medicinske in znanstvene namene. Jutri je datum, ko moramo vložiti amandmaje. Intenzivno v teh dneh pripravljamo amandmaje, ki bodo sledili mnenju zakonodajno-pravne službe, tudi nekaterim pomislekom civilne družbe. Glavni cilj, politični cilj tega zakona pa je, da uredimo dostop bolnikov do konoplje za medicinske namene in tukaj v bistvu se zgledujemo po ureditvi iz Nemčije. Politično je bil dosežen konsens na ravni koalicije, da ne gremo v monopolno ureditev pridelave konoplje za medicinske namene, ampak omogočimo vsem, ki ustrezajo strogim pogojem, pridobitev dovoljenja za proizvodnjo in promet s konopljo za medicinske namene, ker se zavedamo, da imamo kot majhen trg tudi priložnost za izvoz konoplje v druge države. Tukaj lahko spet omenim Nemčijo, ki kljub temu, da nima monopolne ureditve, ima že 3 večje proizvajalce. Večino konoplje še vedno uvaža, predvsem iz Kanade in pa Nizozemske. Mi smo šli še korak dlje in želeli vključiti tudi kmetijski resor s svojim znanjem, tako da bomo imetnikom dovoljenja omogočili sodelovanje z kmetijskim resorjem in sicer bodo to prvo fazo gojenja lahko za to prvo fazo gojenja najeli podizvajalca, ki bo seveda moral konopljo pridelovati v skladu s vsemi standardi kakovosti. Tukaj moram zaradi očitkov nekaterih iz civilne družbe in pa tudi koalicijske partnerice omeniti, da mi s tem zakonom urejamo konopljo, ki se bo predpisovala na recept in tukaj avtomatsko to pomeni, da moraš imeti vsa dovoljenja za proizvodnjo zdravil, vse certifikate kakovosti iz Evropske farmakopeje, tako da drugi vidik, recimo samozdravljenja, samooskrbe bomo urejali v drugem zakonu, ker je bila taka tudi referendumska volja ljudi, kjer je osebna raba dobila malo manjšo podporo kot pa medicinska raba. Glavna rešitev, ki je še kako pomembna za naše bolnike in je v našem predlogu zakona, je, da bomo odpravili predpisovanje konoplje na posebni recept, kar velja za druge prepovedane droge. Menimo namreč, da zdravniška stroka je dovolj kompetentna, da še vedno zna oceniti, kateremu bolniku bo predpisala konopljo in v kakšnih količinah. Moramo se zavedati, da na leto v Sloveniji več kot 6.000 bolnikov umre za rakom. To so bolniki v paliativni oskrbi, ki sedaj konopljo za lajšanje bolečin kupujejo na črnem trgu. Z odpravo predpisovanja konoplje na posebni recept pa v bistvu sproščamo predpisovanje določene količine, katerim mora slediti zdravnik. In omogočamo tudi, da bo lahko pacient konopljo kupil v lekarni na beli recept, kolikor zavarovalnica z svojimi sredstvi ne bi mogla pokriti vseh stroškov zdravljenja. Tako da mi pričakujemo, da bo na koncu vseeno podpora v parlamentu zadostna, da spravimo zakon skozi proceduro in da bodo tudi koalicijski partnerji dali na prvo mesto bolnika. To niso karte samo za malčke in njihove mamice, to so umetniške karte, ki predstavljajo oblačila, usklajevanje njihovih barv in detajlov. Hi-ho, the dairy, the cheese stands alone.